Ukinitev nepotrebnih ustanov in odprava nelojalne konkurence, odločna davčna reforma ter izobraževanje po meri potreb gospodarstva so tisti ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja, ki so jih kot prioritetne izpostavili gospodarstveniki na letošnjem vrhu malega gospodarstva. Ne nam pustijo, da delamo v konkurenčnih pogojih, to meni pa zmerni davki, hitro odpuščanje in zaposlovanje, predvsem pa ne nam pustijo, da nagrajujemo tiste delavce, ki so dobri. Srečanja se je udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki je med drugim poudaril. Tukaj so zagotovo vse te pobude, vse te ideje, še posebej mladih gospodarstvenikov, izjemno pomembne, tu jim moramo prisluhniti. Tako predstavniki gospodarstva kot vlade so bili s srečanjem zadovoljni. Čas pa je, da preidemo od besed k dejanjem. Ob uradnem obisku predsednika Republike Kosovo v Sloveniji je na GZS potekala slovensko-kosovska poslovna konferenca, na kateri so gostje predstavili kosovsko investicijsko in razvojno okolje. Moramo konkretno orijentirati se ka budućnosti, moramo imati zajedničke investicije, moramo imati zajedničke firme. Na GZS se je mudila gospodarska delegacija iz Belorusije. V okviru obiska je bil podpisan tudi sporazum med Štajersko gospodarsko zbornico in gospodarsko zbornico Vitebsk, podružnico gospodarske zbornice Belorusije. We have already some companies that already work with Slovenian companies, and concerning to the business event, I would say we have a certain, I would say, big potential for future. Več kot 120 udeležencev letošnjega okoljskega dneva gospodarstva je razpravljalo o dobrih praksah na področju ravnanja z odpadki v luči najnovejšega svežnja evropskih ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo. Zato je največji izziv prihodnje pri nas tako imenovana življenjski cikel proizvoda. Na 16. vrhu kmetijskih in živilskih podjetij so strokovnjaki predstavili oceno razmer v kmetijstvu in živilstvu ter poslovanje panoge v letu 2015. Pri sami proizvodnji hrane se kaže že tretje leto v bistvu izboljšanje in konsolidacija panoge. Na dogodku so najboljši študentski ekipi, ki se bo oktobra v času sejma Sial v Parizu potegovala za evropsko priznanje, podelili priznanje Ekotrofelija Slovenija. Mi predstavljamo blagovno znamko Megi in sicer izdelek ajdova dekeljca, to je sladoled tradicionalnih slovenskih okusov. Kako uspešno povezati intelektualno, emocionalno in kreativno komponento v novo celoto za še bolj učinkovito vodenje, je na ekskluzivni delavnici predstavil klinični psiholog in terapevt dr. Avi Gorenbar. So we will expose the participants with activities that are based on artistic stimuluses, causing emotional involvement and bringing the insight from the irrational thinking that expands the rational and the logical approach to everyday life. GZS, zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti, je v sodelovanju z GZS, zbornico računovodskih servisov, že drugič podelila mavrične pokale zdravja, s katerimi nagrajujeta primere dobre prakse podjetij pri promociji zdravja na delovnem mestu. Podjetje Registrator je prejelo tudi veliki prehodni mavrični pokal zdravja, kar je pomembna potrditev njihovega dosedanjega dela. In tudi že imamo v mislih določene ukrepe, ki jih bomo še sprejeli tudi v prihodnje. Njih bomo tudi izvajali. V juniju so območne in regionalne zbornice Koroške, Posavja, Dolenjske in Bele krajine, Zasavja, Podravja, Primorsko-Notranjske in Celjske regije podelile priznanje najboljšim regijskim inovatorkam in inovatorjem. 40 najboljših inovacij se poteguje za najvišja priznanja na nacionalni ravni. Podeljena bodo na dnevu inovativnosti 21. septembra na Brdu pri Kranju. Sigurno je za vsako podjetje izredno pomemben element tudi inovativnost njegovih zaposlenih. Če to inovativnost spodbujamo, potem na nek način na dolgi rok zagotavljamo tudi perspektivnost podjetja.